Toliko nepravilnosti, kot jih je bilo na tokratnih volitvah, ni bilo še nikoli, trdi prvak SDS Janez Janša. Državni volilni komisiji med drugim očita pomanjkanje glasovnic na nekaterih voliščih, domnevno odnašanje volilnih skrinjic med glasovanjem, neažurnost volilnih imenikov, v katere naj bi bile vpisane celo preminule osebe, ter nepravilnosti pri glasovanju v tujini in po pošti. Na volišča, na katerih so zaznali napake, bodo vložili pritožbe. Zaradi izvedbe predčasnega glasovanja na 24, kot poudarjajo, nezakonitih voliščih, bodo rezultat na teh voliščih izpodbijali. Državna volilna komisija očitke SDS zavrača. Marko Gregorc. Zaradi združevanja predčasnih volišč različnih okrajev in enot v Stožicah je Janša v legitimnost glasovanja dvomil že pred volitvami. Svoje dvome v preštevanje je pa še stopnjeval le nekaj ur po zaprtju volišč. Dejstvo pa je, da imamo mi vnešenih približno 1 milijon glasov z volišč, mogoče nekaj manj kot Državna volilna komisija, ampak pri nas je 50 000 glasov razlike v korist Slovenske demokratske stranke. Aktualni šef opozicije je danes priznal, da so se njihove številke in številke DVK zdaj približno poravnale, a da so na stranko prejeli številna obvestila o potencialnih prevarah. Prvič, neažurirani volilni imeniki. Za te volitve so pozive na volitve dobivali ljudje, ki so mrtvi. Številni volilni odbori so dobili nezadostno število glasovnic. Potem videli smo primere odnašanje skrinjic iz voliščnega glasovanja. Na DVK so pod sporno fotografijo pojasnili, da je bila na volišče zgolj dostavljena nova prazna skrinjica zaradi velikega števila glasov. V pisnem odzivu so še pojasnili, da informacije o pomanjkanju glasovnic niso prejeli ter da so bila vsa volišča z dodatnimi lističi oskrbljena pravočasno, glede vabil pokojnim osebam pa, da so volilni imeniki v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve. Od tam so sporočili, da podatke pridobivajo neposredno iz matičnega registra in registra stalnega prebivalstva, smrt državljana, ki nima stalnega prebivališča v Sloveniji, pa morajo sporočiti svojci. A glavna kritika Janše je letela na predčasne volitve, posebej tiste v Stožicah, kjer so bile glasovnice takole zapečatene. Te so nalepke, ki so že prej odlepljene. Smisel imajo nalepke, ki jih lahko 5-krat uporabiš. Kakšen je namen nalepk za pečatenje, je želel Janša pokazati s temi nalepkami iz Temuja, menda 3 evre za 30 kosov. In sicer namen naj bi bil, da se nalepka, ko jo zalepiš, raztrže. Ja, tudi ta s Temuja se ni raztrgala. Tudi Janša volitev v celoti ne bi raztrgal, rezultate bo izpodbijal le na 24, kot je dejal, nezakonitih predčasnih voliščih. Ta niso bila organizirana na ozemlju okraja, kot določa zakon. Ta del volilnega rezultata je za nas sporen. Odstopanja so tako velika, da rezultat ni verodostojen in po našem mnenju ne bi smel biti upoštevan pri končni razdelitvi mandatov. Če je razlika med Svobodo in SDS na državni ravni po skoraj vseh preštetih glasovnicah 0,68%, je razlika na predčasnih volitvah kar 32% v prid Svobode, izpostavljajo v SDS. Res je, da smo mi rekli, da je nekaj volišč nezakonitih, da se tja ne hodi, ampak kljub temu je to nesorazmerje nenavadno. Če bi SDS uspelo razveljaviti rezultate vseh predčasnih glasovanj, bi bili zmagovalci volitev. Iz DVK odgovarjajo, da so predčasna volišča določile območne volilne komisije, sestavljene tako iz predstavnikov koalicijskih kot opozicijskih strank. Odločitve pa, da so bile sprejete soglasno, brez nasprotovanj.